Zdaj bi si pa pravzaprav pogledali dve lastnosti električnega polja, in sicer ena se imenuje izvornost in druga se imenuje vrtinčnost električnega polja. Pa tudi, kot rečeno, za vse ostale oblike polja to velja. Gre pa zdaj za matematičen izraz. To se pravi dve lastnosti, pa dajmo najprej izvornost električnega polja. Zdaj za to izvornost ugotavljati so nam matematiki pripravili eno orodje, ki mu rečemo Gaussov stavek. Ampak, če hočem biti iskren, so nam tudi za vrtinčnost pripravili eno orodje. Matematiki nam pomagajo. Mi bomo pa to izkoristili za to, da si bomo opravili en razmislek, na podlagi katerega bomo imeli potem manj dela pri računanju. In sicer bi predlagal, da v obzir vzamemo tole. Tole orodje je tisto, kar so nam matematiki pripravili. Oni to komplicirano zapišejo, ampak mi bomo to razumeli. Se pravi, kot prvo tole je E, tole je dA. Seštevamo polje po ploskvi. Okay? Potem tole je, da seštevamo. Tukaj vmes imamo skalarni produkt med dvema vektorjema. To je prva stvar, ki bi vas jo rad spomnil, kaj je to skalarni produkt. Se pravi, mi če imamo takole neko ploskv, zaradi mene si lahko predstavljate neko okno, strešno okno. To okno označimo z vektorjem. Ampak matematike se verjetno spomnite, oni ploskvico označijo z normalo. Vse, ko ste se pogovarjali o ravnini, je bila pomembna normala na to ravnino. Okay? Se pravi, tudi naš vektor dA nam kaže pravokotno na to ploskvico. To je ena stvar. Na to naše okno. In druga stvar, ki jo mi imamo, je ta vektor E. Zdaj. Ta vektor E, ki si ga predstavljamo, smo rekli, kot neke puščice. Polje je to. Vse sem vam že prej rekel, kako bi recimo gravitacijo označili, pa ste rekli pa na koncu, da bi lahko bile tudi puščice. Okay? Kako bi veter skozi okno pihal, pa so to lahko te puščice. Okay? In ko smo ravno pri oknu in pa vetru, če bo to okno takole, bo skozi okno pihalo veliko vetra. Če bo pa to okno takole, pravokotno, pa skozi to okno ne bo pihalo nič vetra, ker bo veter pihal vzporedno z oknom, ne pa skozi okno. In to je pomen skalarnega produkta. Skalarni produkt je projekcija teh dveh vektorjev enega na drugega. Se pravi, lahko rečemo, če bi tole tle posebej narisal, da je tole ta dA, pa ne bom več okna risal, pa da je tole ta E, nas zanima samo ta del, ki kaže v smeri tega vektorja. Tole je E in tole je E črtica. In temu E črtica rečemo projekcija. Se pravi, je krajši, kot bi bil ta. Ali pa obratno bi lahko rekli, ne tega projiciramo na tega, ampak rezultat je isti. Ja, to naredimo s kosinusom φ. Zdaj, če vas samo spomnim, pri matematiki ste rekli, da je to E krat dA je enako E krat dA
krat kosinus kota fi. Vi ste to delali pri matematiki v prejšnjem semestru, drži? Tole. Skalarni produkt. S tem, ko zdaj pride, bomo, mislim, da pri linearni algebri bomo delali. Kako? Mislim, da bomo delali v tem semestru, ko zdaj pride pri linearni algebri to. No, še to. Pa boste sploh. Ampak to ste delali že v srednji šoli, a drži? Ja, to pa smo. To pa ste. Zdaj pa pride v igro še tale del, tlele gor. Integral ima en krogec. Ta krogec pomeni sklenjeno plosko. Zdaj, ko ni študentov, ni smeti, ne? Pa si bomo pomagali sklenjeno ploskvijo. Sklenjena ploskva je tole. Ta vreča, balon, ne na zadnje stene te predavalnice, pa strop pa tla. To so sklenjene ploskve, da si znate predstavljati. Ne? In to sklenjeno vrečo naredimo takole. Prav? In če imam jaz prvi primer, naboj zunaj, potem mi ta naboj sveti takole. Tukajle mi sveti v vrečo, tukajle pa ven iz vreče. A je tako? Lahko si predstavljate kot neko vodo. Na en stran noter, na drugi stran ven. Kar se pa površine dA tiče, smo se pa prej dogovorili, da je pozitivna, če kaže navzven, ker ste vi dobre volje, ko greste ven iz predavalnice. In če zdaj to pogledamo, je tukaj ta produkt teh dveh, ker je kosinus fi 180 negativen, tukaj pa pozitiven. In katerikoli žarek bi vzel tukajle, vedno bi bil en negativen, en pozitiven. In ugotavljam, da je v tem primeru integral EDA po sklenjeni ploskvi enak nič. Drugič, razmislek naredimo, če imamo naboj znotraj te sklenjene vreče. Pol pa ta naboj sveti na vse strani ven s svojim poljem E, kjerkoli ga bomo pogledali, in lihtko kaže ven dA in integral EDA je, to vam bom pa kar povedal, nismo mi, da bomo to izpeljevali, Q deljeno z epsilon nič. Da povem, kjer Q je to je tale Q. Pa mu dajmo ime notranji Q. dQ notranji. Evo, lejte, in tale zakonitost, mi smo jo približno razložili, je za nas ključna. To se pravi, zunanji naboji ne vplivajo, lahko rečem, zunanji naboji na integral ne vplivajo, notranji pa. Evo. Ok. Zdaj bomo pa pogledali, kaj je naša pridobitev. To se pravi, takole, kaj so naši zaključki. Bom šel na drugo stran table tole napisati. Glejte, mi smo do zdaj znali zapisati
električno poljsko jakost za točko, pa za premico, pa za ploskev. To sem vam povedal. Zdaj pa je naslednje vprašanje. Kaj, če imamo na elektreno krogelno lupino? Zakaj sem se spravil na to elektreno krogelno lupino? Zato, ker ste jo vi videli pri tistem eksperimentu, ki ga jaz s težkim srcem gledam, ker vidim, kako tečejo leta. Evo, ta naelektrena krogelna lupina je v bistvu to, da imamo, pa rečemo temu, nek radij R0 in imamo zdaj dve možnosti, da smo zunaj ali pa da smo noter. In da bi čim manj pisali, bomo rekli, prej prosim, dajte še označiti, ker piše naelektrena krogelna lupina, ne? Da je tole naboj Q na tej krogli. In zdaj bi zapisali električno poljsko jakost, pa nas zanima. Takole. Integral EDA je enako Q notranji z epsilon nič. Ok, zdaj pa poglejmo te dve možnosti, da smo znotraj. Če jaz zberem točko T znotraj in pa drugo možnost, da smo izven. Se pravi, bom z rdečo narisal, da smo izven. Najboljš bi bilo, da jaz izberem takole ploskev A za notranjo točko, ki je koncentrična. To je tole. In drugič, ploskev A, ali pa ji rečemo B, ki je koncentrična izven. Zakaj sem tako izbral? Zato, ker bo polje po absolutni vrednosti povsod enako dolgo, povsod bo pravokotno. Se pravi, lahko rečem, integral EDA za tole ploskev, bom tej rekel A, tej bom pa rekel B, magar. Integral EDA je enako nič. Kajti, če tukaj zaobkrožim, ni noter nobenega naboja. In iz tega sledi, E notranji je nič. Tukaj si lahko napišemo, da smo opazovali znotraj krogle. Ok, kaj pa izven krogle? Ja, bi bil pa tale integral B EDA enako Q notranji deljeno za epsilon nič, ker je, kot sem rekel, E pravokoten ves čas na to kroglo in je vzporeden s površino, lahko tole zapišem, da je to kar električno polje krat velikost površine. To je pa 4pi R na kvadrat. Bom označil, da je tole R. Radij krogle R nič. In Q notranji deljeno z epsilon nič. Glejte, če tole ven potegnem, tale E, je Q notranji deljeno za 4pi epsilon nič R kvadrat, dobimo znano enačbo. Se pravi, lahko zapišem E je nič znotraj krogle in Q
ulovljeno za 4 pi epsilon nič r na kvadrat izven krogle. Kaj lahko zaključim? Znotraj krogle je polje nič. Izven krogle je pa polje enako kot pri točkastem naboju. Kot točkast naboj. Se pravi, se nam je zadeva maksimalno poenostavila. Naša krogla se obnaša kot točkast naboj. Ok. In zdaj bi vam pokazal še nekaj primerov, kako znamo mi enostavno zračunati kakšne zadeve na podlagi tega razmisleka. Na elektrena žica. Glejte, kaj imam v mislih. Debelo žico. Q, premi naboj. Spet bomo rekli R nič je polmer te navadne žice. In brez veze, da spet vse tole razmišljanje, ki smo ga prej napisali, vlačem s sabo. Ampak bom samo napisal, če bi razmišljali, koliko je v notranjosti zaobjetega naboja, bi dobili odgovor, da je znotraj prevodnika polje enako nič. Da je zunaj izven vodnika enako kot pri premem vodniku. Se pravi, spet lahko napišem nič novega pod soncem, kot pri premem vodniku. In če narišem skico za tole, je to takole. Znotraj je nič, električno polje, v odvisnosti od radija, izven pa nam upada s prvo potenco. Te dva zgleda sta zgleda, ki jo bomo srečali prihodnji teden tudi v okviru naše priprave na laboratorijsko vajo. Bomo to zračunali. Pa če ste za to, si dajte kar pripraviti računalnik s kakšnim orodjem za računanje, zaradi mene Excel, MATLAB, matematiko. Kaj ste uporabljali? Nismo še nič uporabljali. Ne, sam računala, basically pa še tega nismo smeli. Pa se želite kaj naučiti? Ja. Ok. Bom jaz pol izbral nekaj. Excel imate vsi, recimo, ne? Ja. Ok. Ali pa MATLAB, kar, mislim, mogo bi malo pogledati, kaj boste še kje v življenju rabili. To dvoje, po mojem. Pa bomo to narisali z računalnikom, prav? Za nekaj vem, da imamo od FE-ja imamo naročnino oziroma... Licence imate. Licence imate za vse, kar sem naštel. Meni zdi, Aha, da okej. je da MATLAB, ko v tretjem letniku mislim, druga letnika mu ga enkrat rabili, prav se mi zdi, v enem predmetu, ko sem predmetnik šla prav. Nisem čisto dobro razumel, glede MATLABa. Da bi bilo še bilo, da bi se MATLAB naučili, ker se uporablja
uporablja potem tudi v drugem letniku, se mi zdi. Vse, ne, da, ja. Ok, prav, pa MATLAB. Mislim, karkoli bomo vzeli, bo redu, prav? Če MATLAB, pa MATLAB. Ok, glejte, jaz sem vam zdaj pokazal v bistvu za dva primera, to lupino, ali pa, če hočete na elektreno, kroglo. Tista lupina, ki sem jo prej razlagal, mogoče naredimo samo en komentar še, dokler jo imam na tabli. Ne? Čisto enako bi bilo, če bi jaz to lupino zalil s prevodno snovjo. Dobil bi balin kuglo in bi enak rezultat dala. To se pravi, ni to omejeno samo na lupino. Mi se bomo o tem še pogovarjali, da itak se naboj porazdeli samo po površju. Tako da je čisto vseeno, je ta balin kugla polna ali je to tanka lupina, taka, kot ste jo videli prej na tistem videoposnetku. In enako je tudi tule. Ko sem govoril o žici, ta žica z vidika elektrostatike je čisto vseeno, a je to en tanek pleh, ki je zvit, tako kot da bi jaz recimo zvil en list papirja, pa bi bil voto noter, če si predstavljate, a ne? Ali pa vzamemo eno polno debelo žico. Enako bo, kar se tiče rezultata. Ampak eno samo strukturo bi vam pa še izpostavil, ker vem, da jo srečujete dnevno. Ne? Recimo pri temle kablu, ki ga imam tule. Te dve žički, ki se uporabljata za prenos signala, nista ena zraven druge, ampak sta nameščeni ena okrog druge. Takole. Temu rečemo koaksialna struktura. Ne? Isto os ima, koaks. Ampak, glejte, se bom kar takole narisal, tale notranja žička je polna. Recimo, ne? Tale zunanja žička ima pač, lahko označimo vse tri radije, če hočete. Ne? To se bi lahko rekli R1, notranji radij R2, pa zunanji radij R3. In to je koaks. Kje povsod smo ga že srečevali? Pri televizijski anteni. Pri prvotnih računalniških omrežjih Ethernet smo ga vlekali. Pa tam, kjer hočemo, kot boste videli, pozitivno lastnost, recimo tukajle pri majhnih signalih, ker nočemo motno. Ok, in zdaj, če bi spet ta naš integral EDA računal, je enako, Q notranji deljeno z epsilon nič, mi pravzaprav tukajle imamo, jaz bom napisal, v resnici imamo 4 prostore, ampak to bi nam preveč dela dal, pa bom samo za 3 napisal. Znotraj žile, še to poimenovanje, tej notranji žici rečemo žila in zunanji rečemo plašč ali oklop. Samo to, da imate občutek. In 3 podprostore sem naredil v žili, med žilo in plaščem in pa izven plašča. In v resnici obstaja še znotraj plašča, ampak to je toliko tenko, da nas niti ne bo zanimalo. E bom napisal kot, torej, znotraj žile in verjetno ni treba posebej poudarjati, da itak, če samo notranji naboji vplivajo, je rezultat tak, kot je bil tule, to je nič. Znotraj žile je bil rezultat nič. Zunaj je notranji premij naboj in zunanji premij naboj. Če pa plusku in minusku seštejemo, je to 0. Je tudi izven žile 0. Pardon, izven plašča. Plašča. Izven plašča. Vmes
je pa ista enačba, kot smo jo srečali za linijski vodnik, Q lomljenc 2 pi epsilon nič R. To je pa vmes. Ok, glejte, kako enostavno eno in isto enačbo za premij vodnik smo že 3-krat prodali. Ne? To je prva stvar. In druga stvar, glejte, pozitivno tukaj je, da koaksialen kabel ne povzroča električnega polja izven. Ta E zunanje je nič. Se pravi, on ne moti drugih. Ampak jaz sem vam kmalu povedal, da tudi drugi ne motijo njega, ker je tale plašč, ki je vzemljen običajno, Faradayjeva kletka. Se pravi, je to ena lepa prednost, da je vpliv moten na moj signal čim manjši in vpliv mojega signala na ostalo. To je razlog, zakaj mi uporabljamo za prenos signalov, recimo pri antenah, pri računalniških omrežjih in pri, recimo, vaših slušalkah za mobilni telefon, tako imenovano koaksialno strukturo. Ne? Kajti, čez nekaj tednov vam bom povedal, da tudi magnetnega polja tukaj zunaj ni. Ne? In je to ena taka zelo elegantna struktura za to, da bi rekel, čim bolj izoliramo motnje. Ok, s tem smo... Kar povejte, prosim. Kateri radi pa pri tem upoštevamo pri vmes? Ko sem govoril znotraj žile, pomeni to matematično gledano radi manjši od R1. Ko govorim izven plašča, imam v mislih radi večji od R3 in ko govorim vmes, imam v mislih radi med R1 in R2. Tisto, kar sem vam pa zamolčal, je pa, koliko je tukaj znotraj R2 in R3, kajti to sem rekel, da je zelo, zelo ploščata zadeva. Razumete? In sem zamolčal. Tako da ta vmes imam v mislih v tem izolatorju, ki sem ga tukaj označil številko 2. Ja, eno lastnost sem vam predstavil, to je izvornost električnega polja. Zdaj bi pa izpostavil za zaključek današnjega dne še drugo lastnost, to je pa vrtinčnost električnega polja. Vrtinčnost. Matematiki so nam pripravili orodje, imenuje se Stokesov izrek. Je pa zelo blizu tega in ne prosim pomešati. Če smo prej govorili o integralu električnega polja po ploskvi, zdaj govorimo o integralu po sklenjeni dolžini. Zdaj lahko že malo razmišljamo o tej besedi vrtinčnost. Okay? Pardon, Ja. kaj piše pod I-jem? Je to L ali je to Z? Ja, pisana črka L, tako kot je pisana črka A, ko integriramo po ploskvi A, je tukaj pisani A, ko integriramo po DL, je pa tukaj pisani L. Ja. Mogoče se slabo vidi, ampak moja ideja je vzeti neko sklenjeno pentlo. In sicer takole. In s pomočjo te sklenjene pentle, okrogle, želimo mi ugotavljati,
ali nekaj vrtinči. Si predstavljate, če veter pripelje listje v en vogal, ne, potem to listje lahko začne takole vrtinčati. Ali pa imate bano polno vode, odprete zamašek, pa vam tista voda, ki izteka iz bane ven, začne takole vrtinčati. A razumete, kaj imam v mislih pod pojmom vrtinčnost, ne? In enako se mi zdaj za neko električno polje sprašujemo, se pravi, postavim neko zanko, tej zanki dam ime L, tale L, in zdaj se sprašujem, ali naše električno polje tukajle okrog in okrog vrtinči. Okay? In na to vprašanje želim poiskati odgovor, ki ga bomo mogli mogoče poiskati preko potencialne energije. Jaz bi morda najprej zapisal tukajle električna energija. In iz fizike, torej to si moramo pripraviti, da bomo lahko tisto ljudi govorili. Iz fizike vemo, da je, pa dajmo napisati zraven še električno delo. Iz fizike vemo, da je delo enako produktu sile po neki poti. Mi pot označujemo dl, vi ste pri fiziki označili ds, ne igra vloge. In če govorim o električnem delu, potem bom pisal indeks E in bom govoril o električni sili. Se pravi, delo je sila vzdolž poti. Skalarni produkt pomeni, da če je naša pot takole, tole bom napisal dl, takole, če nam sila kaže takole, dfe, potem je zame pomembna samo projekcija, sem prej povedal, ne? Projekcija v tej smeri. Se to veste že iz fizike. Ko ste bili otroci, ste imeli vlakec in če ste ga vlekli prečno, pol ni šel naprej. Če ste ga vlekli vzdolž, pol je šel naprej. A ne? Pač nekaj, kar nam ni treba posebej poudarjati, in to je skalarni produkt. To pa zdaj lahko zapišem kot naboj krat integral E dl. Ker smo rekli, da je električna sila Q krat E, sem tole zapisal in naboj izpostavil. In zdaj se pa mi ukvarjamo z temle integralom E dl po sklenjeni poti. Glejte, prej sem vam povedal, da je električno polje zelo podobno gravitaciji. In če vas spomnim na gravitacijo, če ste vi na vznožju Šmarne gore, pa pridete na vrh Šmarne gore, pa greste nazaj dol, koliko dela po tej sklenjeni poti fiziki povejo, da vi opravite. Če neko kroglico postavimo na vrh Šmarne gore, pa jo postavimo nazaj dol, kaj so vam fiziki povedali? Koliko dela vi opravite? Nič. Bravo. In to je to. Integral DAE po sklenjeni zanki L ste povedali, da je nič. In iz tega očitno sledi, da je integral EDL enako nič. Ne? In pol človek si reče, pa zakaj bi hodil na Šmarno goro, ne, če ne opravi nobenega dela. Ne? In pol je rezultat.
Ok, torej, naš zaključek je jasen. Integral EDL po sklenjeni zanki je nič. Ok. Zdaj, Kaj tam piše nad EDL nič? tole delo. Ja, to. DA. DAE je nič. Tole? Ja, in kaj smo mi zdaj v bistvu pogruntali s tem? Tole bi vam rad razložil. Mi bomo povedali definicijo električne napetosti. To se pravi, kar dajmo mogoče napisati, električna napetost Torej, električna napetost je integral EDL, nova količina, ki jo vpeljujemo, od točke T1 do točke T2. In to električno napetost bomo mi zdaj označili kot U1,2. In če si vi zdaj predstavljate, da jaz tukaj vmes narišem ene točke, 1, 2 in pa 3, jaz na podlagi tegale integrala, integral EDL po sklenjeni zanki, za katerega vem, da je nič, lahko zapišem, da je to integral od 1 do 2 EDL, se pravi, nekje sem začel pri enki do 2, od 2 pišem plus, od 2 do 3 EDL, plus, da to zaokrožam naokrog in okrog, zapišem še od 3 do 1 EDL. In če uporabim zdaj tole definicijo, je to. Nič je enako U1,2 plus U2,1, pardon, 2,3 plus U3,1. In zdaj nagradno vprašanje, kaj je tole? Vsota vseh napetosti v sklenjeni zanki je enaka nič. Ste to kdaj slišali? A ste to slišali? Vsota vseh napetosti v sklenjeni zanki je enaka nič. Ne. Ok. Tole je drugi Kirchhoffov zakon. A ste to kdaj slišali? Ja. Ste, a ne? Mislim, jaz ugibam, da ste to že v osnovni šoli slišali. Ampak sigurno ste pri fiziki. Glejte, tole je nekaj, kar se nanaša na električno vezje. Vsota vseh napetosti je enaka nič v neki sklenjeni zanki. Se pravi, mi smo z nekimi abstraktnimi pojmi iz matematike, torej Stokesov izrek in vrtinčnost električnega polja, prišli do nečesa, kar nam bo veljalo v vezju. Če hočete, bi kar mogoče narisal eno tako primitivno vezje, kot ga bomo srečevali. Rečemo, da je tole vir in je tole U1 in rečemo, da sta tole dve bremeni U2 in U3 in bi zapisal U1, če gremo v to smer, minus U2 minus U3. Zakaj minus? Zato, ker sta obratno obrnjeni
je enako nič. Ali U1 je enako U2 plus U3. Evo, in to je, bi rekel, Kirchhoffov zakon kot primer na temle našem vezju. Tako, s tole lastnostjo bomo mi zaključili.